Na nekaj me spominja ta oznaka, pa se ne morem spomniti na kaj. Brazilian Jiu-Jitsu ni, ker ti bilo BJJ, tukaj je pa sam BJ. Ne vem, no pa se niti ni pomembno. Tole je Bajik BJ30 in izgleda precej terensko, ker tudi je terenski. Sicer ga ne bi postavljal obok najbolj norim terencem tega sveta, ampak je od njih tudi nekajkrat cenejši in že zato lahko zanimiv za vas. Pa najbrž smo vsi skupaj zelo zadovoljni, da nimam spet navadnega križanca, ampak malo bolj resno stvar. No, ali pa sem vsaj jaz zadovoljen, vi vem, da križance obožujete. Meni pa všeč, da imam resen stroj tukaj, srednji česar, na snegu, ker najbrž nekje relativno blizu zimsko spančka, ziher kakšen medved, pa da se lahko vsaj skrijem pa odpeljem, če ga vidim. Čakaj, se bom jaz rajš malo zavaroval. BJ30 ima zadaj zelo zanimivo polico, ker je v bistvu tole mizica. Evo jo. In potem imam tukaj zadaj spodaj še 4 nogice, pa je vse skupaj zelo primerno za piknik. Oziroma zame danes za nekaj drugega. Sam mandle imam, upam, da ni preveč zbirčen. Ok, problem rešen. BJ30 je dolg 4,7 metra, kar pomeni, da tole sploh ni majhen avtomobil. V prid terenski vrlinam poleg 4-kolesnega pogona in najrazličnejših profilov podlage govori tudi 21,5 cm oddaljenost od tal. Vem, da to ni največ, kar ste že kdaj srečali, ampak to je recimo samo pol centimetra manj, kot je od tal oddaljen Subarujev Forester, pa vsi vemo, da tista avto prileze marsikam. In jaz ravnokar dokazujem, da tudi ta prileze marsikam. Pa še res dobro izgleda. Včasih mi kitajsko oblikovanje s tistimi ogromnimi maskami ni najbolj všeč, tukaj se mi pa ne zdi nič prevelika in mi je avto zelo simpatičen za pogled, pa všeč so mi v bistvu tudi te ostre linije, ker potem deluje bolj robustno. In znotraj je tudi zanimiv, prestavna ročica je dobila navdih po bojnih letalih in v bistvu zelo dobro izgleda, se pa z njo ne da peljati tako kot v letalo, kar full power! No, ne gre. Ostalo tudi štima. Presenetljivo dobri materiali me obdajajo, sedeži so recimo usnjeni, volanski obroč je dovolj majhen in precej prijeten, osrednji zaslon pa naravnost enorman. Zdaj smo v naših oddajah imeli že toliko kitajskih avtomobilov, da počasi ne bo več treba govoriti, da je zaslon dober, ker je pravzaprav celo boljši kot pri marsikaterem evropskem tekmecu. Tudi vmesnik je dovolj dober, nimam čisto nobenih pripomb. Moram pa preveriti nekaj drugega. Pa se ti sedeži položijo v povsem ravno dno, to pa z namenom, da lahko potem tukaj zadaj tudi spite. Dolžina tega dela je 180 cm in če ste manjši, boste ležali precej udobno. Jaz bi lahko imel še klobuk na glavi, pa bi bilo prostora dovolj. V promocijskem videu sem opazil, da se da dobiti tudi po meri izdelano blazino za tukaj zadaj, da bo bolj udobno in pa ostale dodatke, recimo lestev, da se lažje pride na streho, pa pohodno streho, vlečno kljuko in tako naprej, da se boste tudi vi lažje izgubljali v naravi. No je pa recimo serijska ta stopnička za lažji vstop in izstop. Vsaj za tiste, ki smo bolj majhni. Pogon je 4-kolesni, ker je tole hibrid in sprednji par koles poganja 1,5 litrski bencinski motor, ta ima 113 kW moči, zadnji par koles pa poganja elektromotor s 93 kW moči. Skupne sistemske moči sicer ne navajajo in ni seštevek teh dveh obeh cifer, očitno se jim ne zdi podatek dovolj zanimiv, jaz pa lahko iz prakse povem, da je moči več kot dovolj. V bistvu se mi nikoli ne zdi avto podhranjen, na navadnih cestah prav lepo gre in tudi tukaj le na terenu, ki je včasih kar zahteven, nimam čisto nobenih težav. Porabo imam pa tudi okrog 7 litrov, kar pomeni, da ni preveč gorivno požrešen. Zdaj jaz se vozim po teh zahtevnih terenih samo zato, da vam dokažem, kaj vse avto zmore, sem pa prepričan, da se vi takole ne boste vozili. Če kje obstanem, bo pa treba poklicati traktor, da me potegne ven. Malo je problem mogoče, ker niti signala ni tukaj. Ampak
predvidevam, da bo vse ok. No, ven sem predvsem želel pokazati, da se lahko brezskrbno peljete po zimi do kakšnega smučišča ali pa poleti do kakšne malo bolj odročne koče, ker bo šlo brez težav. Če jaz tukaj lahko skoraj plužem tole, vi sploh ne boste imeli težav. Evo, sem šel v nižjo dolino, kjer ni več snega, da vam lažje pokažem še eno terensko stvar, ki se mi zdi v bistvu precej zanimiva. Vstopni kot, to je kot spredaj, ko se recimo približate določeni klančini, je 24,5 stopinje. Vem, da marsikomu ta podatek ne pomeni absolutno nič, vam pa takole lahko pokažem, da se v bistvu gobac avtomobila kar precej hitro in suvereno dvigne proč od ovire in ni res velike bojazni, da bi s spodnjim delom zadeli v klančino. Prehodni kot, to je tako, zapeljete preko slemena ovire in je najvišja točka nekje pod avtomobilom, je 21 stopinj, kar je recimo manj kot pri Toyoti Land Cruiser, no izstopni kot, to je pa tisti kot zadaj, je pa kar 30 stopinj, kar je pa celo več kot pri kruzarci. In ta podatek mi je še posebej všeč, ker je tole vseeno samo urbani avtomobil z nekaj terenskimi mišicami, ne pa pravi terenski tank. In to je to. Sam še po mizico skočem, pa se zapeljem nazaj v dolino. Job done, bi rekli Američani. Job! Zdaj se spomnil, kaj pomeni BJ. Beijing oziroma Peking po domače. In konc prispevka.